In tako se s Pepemobilom kmalu znajdem sredi prelepe kraške pokrajine in iščem grad Štanjel, v bližini katerega živita Nik in Žan, ki imata probleme z grahom. No, saj ne rečem, doslej sem uspel rešiti že kup otroških težav. Recimo, strah pred duhovi, pa pred kačami, ognjem in ognjemeti, temo in višino, hitrostjo in zobozdravniki, ampak da se nekdo boji graha, ta je pa huda. Vas zanima, kaj nosim v pikčastem piskačku? To zanima tudi Foxnerja, ki me skrivaj zasleduje. Gre za skrivnostno sestavino, ki lahko reši vse Nikove in Žanove težave. Ne verjamete? Končno najdem otroke, ki so me povabili sem. Živijo, prijatelji, tu sem in Malo je manjkalo, pa bi prevrnil čarobni lonček. Presnete stopnice. Pepe, zamujaš! Ja, zamujaš! No ja, malo sem se zgubil, no. Veste, te ulice so preozke za moj Pepemobil, pa sem šel peš, ne? Pa te kamnite hiše, pa te kamnite stopnice. Itak, mi smo na Krasi, tukaj je vse iz kamna. Lepo, da si prišel. Ej, kaj pa imaš v lončki? A tukaj, nič posebenega. Kje ste pa Nik pa Žan? Pri matki. Obež. Malo je bo konc. Jo gremo počakati pred čulo? Gremo! In že stečemo po ozkih štanjelskih ulicah proti šoli, kjer se Nik in Žan učita matematiko. Hitimo, kolikor se le da. Pri tem pa pazim, da ne raztresem vsebine pikčastega lončka. Za menoj stečejo otroci, nihče od nas pa ne opazi lisjaka, ki še vedno skrivajo preza za nami. Kaj neki ta pirat naklepa tokrat? Kmalu po kamnitih stopnicah pritečemo do mestnih vrat. Še malo pa bomo zagledali šolo, kjer Nik in Žan pridno vadita poštevanko. In že smo tu. Matematike za Nika in Žana je že zdavnaj konec. Kako sta? V čem je zdaj težava? Vama ni všeč zelenjava, ali kaj? Je, samo graha nima rada. Zato marsikdo misli, da smo razvajena. Sami ga jeva vse, celo tisto, kar večina drugih ne mara. Recimo kislo zelje, prvo juho in kumarce. Medtem se mimo nas neopazno priplazi Foxner. Ja, to pa je zoprno, ne? Ampak, veš kaj, kolikor jaz vem, ravno vi, Kraševci, slovite po dobri hrani. Ja, pri nas imamo najboljši pršut. Ja, ampak ta pa nima kakšne posebne zveze z zelenjavo, a? Ja, zelenjavo pa recimo dodajemo v frtaljo. Kaj? Vrtalja, to je jed iz jajc, ki jih dodajamo razno zelenjavo iz zelišča. Ja, recimo karamač, žajbel. Aha, in vama dvema je pa ta karkoli že, vama je pa všeč, kaj? Ful! Ej, otroci, a imate mogoče pri vas tukaj na šoli kakšno kuhinjo? Jo bi rad videl, Pepe. Jo, seveda. Pokažemo ti kuhinjo, če poveš, kaj je v lončki. A ne, vse boste zveli, kmalu vas boste zveli, no vse boste zveli. Ampak v kuhinji nas je že prihitel lisjak Foxner. Spreten je. Masterchef. Von po slastni frtali se širi po vsej šoli. Njami, njami, njami. No, torej, Foxner. Očitno ste nas prehiteli in že sami pripravili frtaljo. Skoraj je že pečena. Ja, lahko probamo. Ma ne vemo, če je dobra. Pepe, ti probi, so dodane vse sestavine. A ja? No, pa res probal. Čakaj. Super je. Ampak, če mene vprašate, ne bi jaz dodal še malo špargljev. Takole. Še malo popečemo. Takole. Zdaj pa bo. Nik, Žan, boste videli skusla? Jama, ful je fina.
To zeleno je ful dobro, to bi jedel za zajtrk, kosilo in večerjo. A ja? No, ko smo že pri tem, ne ti povem, da je tole zeleno. Grah. A se hecaš? Aha. Dobra fora. Pepe, nočko si vsaj temu grah? Mislim, da se z grahom nimam več težav. Tudi jaz na vse bom pojel. Tako, vse težave so odpravljene in čas je za zabavo, glasbo in ples. Ampak najprej se lotimo poslikave panoja, na katerega narišem piščančka, putko in petelinčka. Sledi pa še Foxnerjevo presenečenje, ki nas vse pošteno prestraši. Kako si pa kaj z grahom? Grah zdaj ni več grozen. Ej, včasih je prav fajn poskusiti neko novo hrano, ne? Pa če tudi je zelene barve. Če tudi ti potrebuješ kak nasvet ali spodbudo, se obrni name ali pa na kakšnega drugega, ki mu zaupaš. Lahko pa pokličeš na ton telefon.